Eko. Wow. No, zdaj pa je vse, Barbi. No, kako je lahko še boljše kot to? Ja. Evo. Lepo pozdravljena in vsi ostali, ki ste že z nama in še tisti, ki še boste, ne? In tisti, ki boste poslušali to kdaj v prihodnosti. Kadarkoli. In takole. Zdaj bi jaz rada, veš, še kaj sem naredila, da bom jaz videla in ono skupino in to skupino. Aha, takole, da bomo videli, če bo še tam kdo kaj pisal v skupini. Ker zdaj Če bodo vprašanja še tam. Tako, da bomo imeli vse lepe ljudi na kupu. In eno najprej, zdaj nekateri že poznate v tej skupini Barbaro, ker je že bila moja gostja, ne? Danes imate double trouble, že Barbara na kupu. In kako je lahko še boljš kot to, ne? A tole bomo zdaj jaz malo zaprla, da jaz boljš vidim. Evo, tako, zdaj pa sem jaz čist redi. Za tiste, ki pa ne poznate, Barbara Mali je kolegica moja, je dolgoletna ena najdel delujočih, a veš, tisto staro nočem uporabljati, ne? Besedi se izogibam. Facilitatorka v Sloveniji, ena med prvimi, ki je začela voditi delavnice. Če bom kaj pozabila, pa narobe rekla, me kar prekini, ne? Ja. V tej skupini je tudi kar nekaj ljudi, ki so nafrišen, pa mogoče ne poznajo zelo dobro Access, ampak veliki je pa tudi starih mačkov, tako da so pa že malo navajeni, ker marsikaj se pogovarjamo, imamo klepete, tako da te osnovne izraze že so slišali, tudi če ne vejo, kaj pomeni, na primer naši clearingi pa tako naprej, ne, so jim zdaj že ušesa prišli, ne, tako da ne bova tega razlagale, ampak jaz sem tokrat ponovno povabila Barbaro, ker jaz imam itak v svoji jutranji skupini in tukaj se samo o telesih še pogovarjamo, ne. A res? Ja, in ti imaš ponovno spet seminar o telesih, 3-dnevni body class, kjer si facilitatorka za 3-dnevne body seminarje. In jaz sem bila nazadnje na tvojem zdaj, kdaj smo bili, marca, kdaj smo bili? Konec aprila je bilo v Izoli, na Belvederju. Ja. In je bilo tako, da ne, moj telo še zmeri pleše. Nora. Ja, in je še čist, ne, in zdaj Barbara je pa prišla iz naprednega 3-dnevnega body seminarja v Londonu in poglejte jo, ne, se sploh ne more skriti, ne. Zdaj sicer prej mi je omenila, ne, tako, da je imela partnerja na mizi, ne, zdaj, a je tudi to kaj naprej? Ful negojoč partner je bil res, tako da, ja. Tako da jaz ne vem, je tudi to kaj pomenil zraven, ne, ali absolutno. Ja. Tako da ja, midve bova na koncu še povedala, kje pa kdaj pa tako bo vse to, pa boš ti meni pol tudi link dodala, pa bom jaz to še dodatno objavila, če bo koga zanima, ker je žal tokrat ne moram biti s tabo, ne, ampak bom pa naslednjič. No, super. Ker hvala Bogu, ti to kar pogosto počneš, ne. Ja, zato ker so mi tako dobri seminarji, tako da res tam je onkraj besed, ne, tam pač ljudje ne morejo več razmišljati, a ne, ker več ali manj si, mislim, tako, če pogledamo, večina ljudi okrog nas deluje iz glavo, a ne, torej iz glave skušajo pač vse razvozlati, a veliko stvari, s katerimi se obadamo na dnevni bazi, sploh ni povezan s tem, kar je v naši glavi, ampak dejansko kaj je v našem telesu, tisto, kar smo zaklenili v svoje telo. Ja, se prvo mogoče je bilo v naši glavi, ampak pa je tako, pa se pa zaklene v telo in lahko se ukvarjamo s kakimi stvarmi, pa jih ne moramo razrešiti in pa, ko začnemo na telesu delati, ne, pa se pa začnejo stvari razvozlavati tudi na drugih področjih življenjskih in to je meni, ful mi je fascinantno, no, zato res. In tudi vidim, ne, telesa, v bistvu, ko pridejo prvi dan, recimo seminarje, ko so že teleščki tako, ne, pa drugi dan, ko pridejo telesa srečna, so že in to je meni res tako fascinanten, da ja, zato bi rada, da čim več ljudi to izkusi. In tudi, pač tudi dobijo vse te telesne procese, ki jih lahko drugače obiskujete na posameznih delavnicah, lahko dobite tukaj vse v enem paketu in to je tudi, in pol pač imate to na dnevni bazi, lahko izbirate, kjer bi bil največji prispevek za vaše telo in ja, tako da. Ja, da se enkrat navadimo v bistvu uporabljati poslušati svoje telo.
da mu in mislim, ne prepustimo. samo poslušati, ampak dejansko, mislim, dobro, to je prvi korak, a ne, da začneš poslušati svoje telo, da ga začneš spraševati, da mu začneš zastavljati vprašanja, pa naslednja stvar je pa, da začneš z njim soustvarjati. Točno A ne, tako. ker naše telo ima svojo zavest, mi imamo svojo zavest in če bi mi to skupaj pravzaprav začeli to skupaj dejati, ne da recimo svojimi mislimi povozimo to zavedanje našega telesa, če bi dejansko si dovolili tudi imeti zavedanje našega telesa in dovolili temu oziroma si dovolili skupaj s svojim telesom soustvarjati, kakšna življenja pa bi lahko ustvarili. Ja. Moram te samo povedati, da Vesna pravi, da simfonija že dela. Ja, saj to sem pa jaz tudi mislila reči, ne, da ni ločeno, ni simfonija, ampak dejansko je energija simfonije se že vklopila, že preden smo začeli. Tudi Barbara je ona tudi pač simfonija hodeča. Ne, tako da dejansko to je simfonija, že deluje zraven. Tako da Torej, tako jim lahko malo namigneva, da če imajo kakšno posebno željo za danes, ne si jo kar izberejo, a ne? To, ja, pa tudi, če imate kakršnakoli vprašanja, zdaj jaz sem predlagala temo, da bi bilo kakšnemu užitku se izogibate z bolečino, ki jo izbirate, ker se pač to je ena tema, s katero se zadnje čase malo pač igramo, na rekovajih, raziskujem. To je tisti, ki me poznate, veste, da je vedno nekaj raziskujem, vedno sem na nekem kreativnem robu in vedno raziskujem neke stvari, ki jih mogoče še nihče ni raziskal. In to je ta stvar, pač, katero se zdaj, recimo zadnjih nekaj tednov ukvarjam, kaj, če ne bi toliko kupovali te bolečine, oziroma če bolečine ne bi naredili resnične, česa bi se pa lahko zavedali. In tudi, ja, ker namreč, če bolečino naredimo za resnično, če to kupimo za resnično, potem jo moramo iz nuje ustvarjati. Ja. Ne, in eno vprašanje, ki sem ga zadnjič tudi nekje postavila, je tako, če ne bi sploh poznali tega pojma bolečina, torej, če nam ne bi govorili že od malih, tako boli, ali pa ne bi videli ljudi okrog nas, ko so, ne vem, recimo, da so se udarali, pa ne vem, karkoli se mi naredili, pa so govorili, kako me boli, če bi to izginili, kaj bi bilo pa mogoče? Ja. Kako bi pa imenovali te, recimo, senzacije, energije? Točno to smo se mi tudi zadnjič pogovarjali, Ja. ne? Koliko nas v bistvu naučijo samo na tisto pazi slabo. To je tako, kot te reklame ali pa novice, ne? Vedno samo katastrofa, ono, tretje. Ampak vse to smo naučeni. Nič od tega ni naša osnovna izvirna resnica. Ja, in tudi, mislim, torej dajmo vse predpostavljene resničnosti, ki jih imate glede bolečine, bi bili pripravljeni vse to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti gaziljon. Right or wrong, boste me pa nam pokali. A boš ti podem pokala? Kar skupaj bo bolj zalegli. Ko meni je ta pol me zmotja, veš, ta avtistični. Ja, sama nisem, kaj da ti pol. Ok, bom jaz, ti govoriš, jaz podem pokal. Ok, velam. Ja, in pa sem tudi to, ne, torej to je ena stvar, torej jaz se tako prav igram se s tem v smislu, recimo tudi, če se odbarim nekam, če se ruknem nekaj, recimo, pa rečem, ok, če ne bi zdaj to imenovala bolečina, česa bi se zavedala? In pol, ko sem v tem vprašanju, je ful zanimiv, a ne, torej to lahko tudi vi probate. Jaz rečem, igrajte se s tem, raziskujte to. Za mene je ful zanimivo, da ta v narekovajih bolečina, a ta intenzivna energija ful zgine takoj, skoraj takoj. Ker ko če pa reče, kako me boli, in pol začne, in tudi morate vedeti, da če govorimo, kako boli, to začnemo strjevati na fizičnem nivoju. Če pa rečemo, ok, če to ne bi zdaj imenovala bolečina, česa bi se zavedala? Ko se vprašamo, česa bi se zavedali, tega ne strdimo. Pač, ja, nekaj časa je ta intenzivna energija prisotna, pol pa pač izgine, je ni več. Ali pa tudi ne. Če pomislim zdaj na otroke majhne, je odvisno spet od mame, recimo, ne? Ker če majhen otrok bum teče, pade in se pobere, noben ga ne gleda, noben mu nič ne reče in gre naprej.
Če mama uskoči in reče, joj bog, jak si padel, aj kaj narobe, te začne odreti. Ja, ker se otrok v bistvu straši mame. In hkrati se tudi nauči, kaj mora biti. Aha, to je to. Zdaj moram jokati, ne? Zdaj bog sem bogi. Ja, in tudi ena stvar mogoče še prav iz tega izvira, koliko dejansko smo bili tudi mi deležni pozornosti staršev takrat, kadar je bilo nekaj narobe z nami, kadar nas je nekaj bolelo. Ja, in koliko izmeramo to, da smo žrtev zato, ker imamo takrat pozornost. Ja, in vse, kar je to zdaj prinesli na plan za vse vas, bi bili pripravljeni vse to zdaj prosim razgraditi in uničiti. Right and wrong, good and bad, potem pa all my shorts, boys, poets and beyonds, ja. O tem smo zdaj imeli 50-letnico in je bilo tak čez dan žurka, čez cel dan in otroci in vse, ne. In potem smo se slavljencem začeli kasneje pogovarjati in je povedal, da hodi na neko novo, neko vadbo v bistvu in se je skazali, da gre za neko borilno veščino, ki jo imajo ruski specialci drugačne. In da v resnici delajo stvari, ki bi morale v naši resničnosti ful boleti in kako se telo navadi, da ga nič ne boli. Ja. In potem se je rekel tak ogromen moški, z vso težo vrže na tebe in tvoj telo, ker jo sprejmeš to, veš, kaj bo in hkrati si na nek način kakor pripravljen, čeprav je rekel, da to je skozi trening, ne prav, si prideš kdaj s kakšno modrico, ampak to je maks, kar se zgodi. Telo sploh ne zaznava in ne reagira več skozi bolečino in jo možgani odmislijo ali kakorkoli že to deluje in je bilo tako, wow, ne, koliko smo mi dejansko sprogramirani, da je tisto, kar mislimo, da boli, v resnici ne boli. Ja, mislim, velike teh predpostavka, ne, ker jaz sem recimo šla tukaj en korak naprej še, in sicer, naprimer, pri orgazmu, ko doživimo orgazem, tukaj gre tudi za zelo intenzivno energijo, ampak mi imenujemo to energijo tukaj, imenujemo pa orgazem, ne, ker čeprav lahko bi jo imenovali bolečina, ker je včasih je to intenzivno, da dejansko, zdaj odvisen, koliko zdaj to opredeliš, ampak zato, ker je orgazem je dober, je užitek, da govoriš, ampak boks. To, recimo, če pogledate, recimo, tako sem rekla, igrajte se s tem, poglejte, koliko je tudi tukaj gre za ful intenzivno energijo, mislim odvisno tudi kakšen orgazem gre, a gre za intenzivne energije, ampak jih ne imenujemo bolečina, ampak tiste pa kao neka energija, v kateri uživamo. In tudi, koliko dejansko vse drugo, kar imenujete bolečina, nekaj, s čimer se izogibate nekemu užitku lahko je užitek vašega zavedanja. In vse, kar je to zdaj prineslo na plan za vas, bi bili pripravljeni vse to zdaj prosim razgraditi in uničiti? Ja, right and wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys, poets and beyonds. Ja, in lahko še kar enkrat, vse, kar je right and wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys, poets and beyonds. Takoj, ko se reka orgazm, vse, kar je to prineslo, dajmo še enkrat to razgraditi in uničiti, gaziljon. Right and wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys, poets and beyonds. In tako malo vroče nam je rata. Ja, ali so telesa začela govoriti, so začela telesa, mislim, če ne bi to naslavljala kot bolečino, kakšen užitek bi lahko bil to. In to je tudi eno vprašanje, spet, s katerim se lahko igrate, če ne bi tega naslavljala kot bolečino, kakšen užitek bi lahko bil to? Oziroma, kako lahko uživam v tej bolečini. Ne treba pogledajte, kaj za vas deluje. Ampak jaz, recimo za mene osebno, to vprašanje je spet, kako lahko uživam v tem, spet takoj to pojenje, intenzivnost energije izgine, zato ker spet nek drugačen pristop je tukaj, zato ker tega ne definiram kot bolečino, zato ker tega ne starjuje, spet takoj, ko tudi, ko rečemo, koliko me boli, to naredimo za svoje, to začnemo starjevati, medtem, ko ti rečeš, koliko lahko v tem uživam, če te ne bi tega naslavljala kot bolečino, kakšen užitek bi bil tukaj, je čist druga energija in tega ne strdimo. Lahko v tistem trenutku dejansko uživamo v tem in potem gremo naprej.
Kako bi rekla, ne naredimo tega ne strdimo tega na fizičnem nivoju. Tako da vse, kar to zdaj prenaša na plan, bi bili pripravljeni vse to zdaj prosim razgraditi in uničiti. Right and wrong, good and bad, pot and poco, night shorts, boys, poets and beyond. Ja, in koliko tudi te bolečine, oziroma tega, kar vi imenujete bolečine, pa zdaj tukaj je lahko fizična bolečina, lahko je čustvena bolečina, lahko je mentalna bolečina, lahko je razne bolečine so lahko. Koliko te bolečine dejansko uporabljate za to, da se prilegate v to resničnost. In se, kar je to, bi bili pripravljeni se to zdaj razgraditi in uničiti. Right or wrong, te najprej pokažem. Tikr. Glavno, da popokamo. Ja, ker kdo oziroma kaj bi pa bili, če ne bi imeli dobenih bolečin? Sam dobite energijo, ne tudi definicije, ne skušate tega zdaj opredeliti, sam dobite energijo tega. Pa kdo, oziroma kakšno bi bilo vaše življenje, če ne bi naredili bolečine za resnično? Ja, in vse, kar vam tega ne dopušča vedeti, zaznati, prejeti, biti, izbrati, bi bili pripravljeni se to zdaj razgraditi in uničiti? Right and wrong, good and bad, pot and poco, night shorts, boys, poets and beyonds. Ja, in kaj ste naredili bolj dragoceno v svojem življenju? Bolečino ali užitek? To smo se pogovarjali mi, da večinoma delamo bolj dragoceno to bolečino. Ja. Ujčkamo in to je tisto, tega se držimo. Ja, ker tudi zadnjič sem imela tako, tudi neke pogovore in pol je tako, so ljudje zagovarjali svoje bolečine, se doben vam noče vzeti bolečine, Sam tudi se igramo s temi vprašanji, ker morate vedeti, da ta resničnost, torej ta nek povprečen navaden način, na katerega se tukaj počnejo stvari, bolj ceni bolečino, če imate bolečino, če je nekaj v vašem življenju kao ni v redu, z vašim telesom ni v redu, z vami ni nekaj v redu, pol ste del te resničnosti, se vam drugi tako, kako bi rekla, sočustvujejo z vami, vas vidijo v narekovajih, medtem ko če ko uživate, ste srečni, vam reče, lahko je to žensko ali pa ne vem, z moškim. Ja, ampak to je tudi ta vrednost tega, ne? Bolečina je neka vrednost, s katero jaz lahko zdaj sebe nekam postavim, imamo nek pameten razgovor, ne? Ker kaj češ se z mano pogovarjati, ker sem skozi dobre volje? Oziroma kaj velikrat pol slišiš, ti, ki ne veš, kaj je bolečina, ne? Ja, in vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to zdaj razgraditi in uničiti? Right and wrong, good and bad, pot and poco, night shorts, boys, poets and beyonds. In to pol kao, tebe ne boli, torej me ne moreš razumeti, ne? In potem, ko jim kaj tazga razlagaš, podobno, kot si ti zdaj nam, ne? Je tako, ampak če mene res boli. Ja, mislim, resnično, tisto, kar mi naredimo resnično, ne? To morate vedeti. In vse, kar ste naredili resnično, pa dejansko ni resnično, bi bili pripravljeni se to zdaj razgraditi in uničiti, ker gozilijon. Right and wrong, good and bad, pot and poco, night shorts, boys, poets and beyonds. Tako smo na začetku rekli, torej, če ne bi te bolečine naredili resnične, če ne bi sploh poznali bolečine, kako bi pa to imenovali? Neka intenzivnost, neka intenzivna energija, torej neka energija z določeno kvaliteto, verjetno. Kako bi pa, Ja, koliko je to tudi potrebno, recimo pri gaslightingu, pri zlorabi, pri biti, če imaš bolečino, pa če si žrtev, si potem lahko, veš, tisto, ko imamo, ko preganjalec postane, žrtev postane preganjalec, ne? Koliko to enostavno mora biti? Ja, ali pa boš že, tukaj piše, ali pa tisto, ko boš že videla, ko prideš v tista leta, ne? Ja, in pa imamo problem, ne, ker sem jaz tudi zadnjič povedala, da v tistih letih sem že, ker sem bila poprečno 5-10-15 let starejša od vseh, ne, pa so me gledali, kako zdaj, s tabo se sploh ne da pogovarjati, so rekli, ne. Ja, in to je tista, za česar pa tudi skušamo razumeti tudi ljudi, oziroma se skušamo nekako prilegati v neke
sredine, njihove resničnosti in zato si lahko tudi pol iz tega začnemo kreirati kakšne bolečine, a ne. Tudi to, recimo, v odnosih imamo velikokrat tudi to, kako me prizadel, a ne. Ampak dejansko, a ne, koliko me boli, ampak a dejansko res kdo lahko vas prizadene ali sami sebe lahko prizadenete vi? Samo tvoja izbira. S svojim pogledom, a ne, s Točno pogledom, to. ki ga zavzamemo. A ne, tako da vse, kar je to zdaj prineslo na plan, bi bili pripravljeni vse to zdaj prosim razgraditi in uničiti. Right and wrong, good and Wrong. bad, bottom pop, all night shorts, boys, poets and beyond. Ja, To je to, ja, ta bolečina trpljenja, ker tudi iz te ljubezni smo naredili eno samo trpljenje, ne. In zato je na nek način ta moteči usadek, ne, ampak tam je treba tudi trpeti, ne. Koliko pesmi pa poznate veselih, ne, tuga, umirem. ja, se to, a ne, jaz to vedno rečem, te ljubezenske pesmi, to je sama travma, drama, samo bolečina in dobesedno je to tudi neko programiranje, a ne, torej, če poslušaš te stvari dejansko, kakšno, recimo, dobivaš neko subliminalno sporočilo, da pa če ti odnosi so same bolečine, travma, drama. Ja, se pravi, če se bom zaljubila, bom trpela. Tako da, wow, vse, kar je to zdaj prineslo na plan, za vse vas bi bili pripravljeni, zdaj to prosim razgraditi in uničiti. Right and wrong. Right and wrong, the man from Apocalypse Shorts Boys, Poets and Beyond. In jaz zaradi tega tudi, odkar sem začela z Accessom, zelo malo poslušam glasbe, oziroma sem zdaj zelo veliko bolj pozorna v bistvu na besedilo, a ne, torej, ali pa si izbiram neke pač drugačno vrsto glasbe, ko ima neka drugačna, ja, da ni toliko tako noter. Umirem. Ja. Sekret, ja. Ja, zdaj, ko si že rekla prej, si tudi navezala se na orgazem pa to, ne, in potem si recimo smejiš med seksom in nasprotnemu spolu vse dol pade. Zakaj se mi pa smeješ? Zato, ker sem vesela, ne? In je tudi to napačno, ker tudi takrat bi mogel biti resen. Ja. Tako da ne se smeti, ker to je lahko nevaren, da zgubiš partnerja. Ker si neprijazen. Kaj vse to vam prinaša, vse, kar je to. Boste vse to prosim razgradili in uničili. Ja. Right and wrong, good and bad, bottom pop, all night shorts, boys, poets and beyond. Ja. Torej, ja. In zakaj rabimo toliko te drame, Barbara? Ja, jaz ne vem. Ker mi ne zbiramo, ne, pa več ne vemo, ne. Kaj je vrednost tega, ne, pač jaz tako načeloma, jaz sem zelo taka ne dramatična oseba, ne traumatiziram, ampak tako, če nekaj ne more zdaj v tem trenutku spremeniti, ok, pač se s tem več ne ukvarjam, ampak pač mogoče, ne vem, čez 2 dni se spet s tem ukvarjam, če je pa drugačna energija, ne. Jaz sem ratala bolj pokvarjena, jaz manipuliram s tem. Ja, a sama sebe manipuliraš? Ne, če je treba koga, ker veš, včasih je edino s to dramo, kaj dosežeš, ne, in takrat to izkoristim. Ampak to je druga, ja, to je pač drugo, če ti pač ne kupiš tega kot resnično, ampak uporabiš, zato da ti stvariš nekaj drugačnega, to, ja, okej, ampak večina ljudi pa res tako v tej drami in travmi v smislu, kot da je to res. Ja, ne, se pravi, jaz sem ratala tako malo bič, ne, jaz pol, zdajle se bi pa splačal tole, ker bom več dosegla. Ja. Zgodilo. Ja, drugač pa, ja, mislim, tudi to je, pač, ne vem sicer, koliko ste bili vi vzgojeni, ampak recimo, ena taka, pač, jaz sem imela skozi tak pogled, da jaz želim pač uživati. Torej, jaz recimo rada potujem, rada, ne vem, imam lepe stvari in to je meni predstavljalo užitek in meni se tako večkrat sem mi rekel, ti bi samo uživala. Zato pa ne, kdaj bom pa uživala? Ker to je slabo. Ne moreš v tem življenju, to življenje je težko, ti niso povedali. Ja, in pa imaš pa ljudi, ki govorijo, ko gremo pa v penzijo, bomo pa uživali. Ja, mislim, halo, vse, kar je to zdaj za vas prinesli na plan, bi bili pripravljeni vse to zdaj prosim razgraditi in uničiti. Right and wrong, good and bad, bottom pop, all night shorts, boys, poets and beyond. Lej, Barbie, jaz imam samo še 4 leta do penzije, pa bom pa uživala. Šla malo uživala, Barbara. Mislim, to je, zakaj ne bi uživali iz trenutka v trenutek oziroma iz dneva v dan?
Ja, pa saj tukaj smo pa že spet pri tem, že sama cerkvena vzgoja, ne. Tam je tudi sama grožnja. A ja, to pa ti govori o tem, jaz nisem bila vzgojena. Ja, jaz Mislim, tudi- v tem življenju ne vem, kaj tam Jaz tudi učijo. ne, ampak parkrat sem šla tja, ne, in jaz sem rekla, pa kaj vi tule delate, a ne slišite unga, da ves čas samo govori o kazni in grozi in kako smo slabi in napačni, pa to zakaj pa Ja. to poslušati, ne. In pa sem videla, zakaj se marsikdo tako obnaša, ker jim je to vcepljeno noter, ne. Ja, pa mogoče tudi še ena stvar, da ko o tem govoriš, mogoče tudi to, a ne, koliko je bilo tudi, mislim, pač ravno cerkveno, a ne, koliko je bilo narejeno to trpljenje, torej koliko ljudi tudi išče prek trpljenja neko odrešenje ali pa če bojo dosti trpeli, po bojo pa v končni fazi lahko za nek višji, koliko pač se vas prizadeva z nekim trpljenjem, ampak neko bolečino za nek višji cilj, neko višjo, kako bi rekla temu, nekaj, kar mislite, da ste s tem dosegli. Torej, koliko agent imate tudi, ki kreirajo to trpljenje in bolečino. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni, vse to zdaj prosim razgraditi in uničiti pred gazilijon. Right and wrong, Right idem that what a pokolne, shorts, boys, poets and beyonds. Ja, in tukaj je v bistvu cela naša resničnost na nek način na to postavljena, ne. Sem Ja. garal, sem bil priden, sem trpel, garal sem si telo uničil, zdaj me boli in tudi sama smrt, ne morem umreti, zato ker ne trpim dovolj dolgo, ne. In od nečesa je treba umreti, se pravi, treba nekaj narobe narediti, da bom dobil neko bolezen, da bom pol trpel, da bom pa lahko umrl. Se pravi, a ni čisto vse povezano s tem bolečino telesa in nekim trpljenjem. Mislim, Kamorkoli se obrneš, ne. ja, mislim, že če pogledaš tako, a ne, že samo recimo že rojstvo, a ne, torej ko se rodiš, mama pač že jo boli, trpi, a ne, v bolečinah in koliko takrat že pobereš, lahko tudi iz njenega telesa, ne, pa razlaga, koliko sem trpela, ko sem te rojevala, ne, in tako čita, ne. Ja, ampak spet imaš pa zdaj te bolj sodobne, ne, ki pa imajo to malo drugače, pa rečejo, da pa wow, ne. Imamo prijateljice par, ki rečejo, da grejo rajš zobarju, mislim, da grejo rajš v roditelj. Ja, mislim, in tudi to sem jaz, mislim, tako pač zasledila že tako, pa kaj če bi bilo to, mislim, tako, če bi spet, a ne, kaj če bi bilo to pač en tak ful velik orgazem, no, tako, ko smo že prej tudi govorili o orgazmu, ampak to je tukaj enega programiranja, da to res se moraš odprogramirati, mislim, tako pač, Ja. ja. Ja, In ker zdaj mislim, mi dve recimo v tem življenju nisva rodile, ne, in zdaj bi vse mame, ki so trpele ob rojevanju, bi nama rekle, kaj vidve zdaj govorite, ne. ja, ampak mislim, to, tudi če niso rodile, to ne pomeni, da o tem nič ne veva, ne. Vem, ampak govorim samo iz te resničnosti, to je itak, da vemo. Ampak tako jaz gledam, ne, ker zdaj pa je vedno več takšnih, ki pa povejo, da je bilo rojstvo lepo, da niso trpele in da tisto bolečino so spremenile v nek drug dogodek in se da, ne. Ja, in mislim, zdaj moja pač osebno pogled je, naše telo ni bilo narejeno za trpljenje, okej? Naše telo je tako zdizajnirano, da pač, ja, tudi žensko telo, pač, da lahko otroka rodi in pač, če nas ne bi toliko sprogramirali oziroma toliko enih pogojevanj bilo, bi po mojem bilo lahko veliko bolj, mislim, veliko bolj drugačno. Ja, in koliko smo voljni to drugačnost izbirati, pa ne več vztrajati, ne. Ker po drugi strani, tako kot praviš, ne, po eni strani, če se ti orenko udariš, ne boš šel še enkrat skladbom se po prstu udariti, ne. In da rečemo, okej, ne rabim, ne izbiram bolečine, ampak ženska pa rodi kao v mukah, ampak bo šla čez en let še enkrat roditi, čeprav ve, da jo bo spet bolel, ne. Ja, no, le Vesna pravi, da se rodila ni bilo nič hudega. Jaz tudi, mislim, poznam tudi pač punce, no, ja. Se pravi, da to je spet, ne, vse izbira, ne. Koliko smo voljni videti to, ne. Ja, in če imaš ti pogled, ne, sem pa ful trpela, ful me bo bolelo, mislim, koliko je tudi tukaj, koliko si pravzaprav s tem prispevaš, da se to pol kreira, ne. Če imaš pa pač nek drugačen pogled na vse skupaj, ali pa če nimaš toliko teh pogledov, je lahko cela izkušnja drugačna, ja. Ja, se pa spet ne pašeš v to skupnost, ne, ker boš čudna spet, ne, se ne boš mogla z mamicam pogovarjati, kako grozno je bilo, ko si rojevala. Ja, to je pa pač, to je pa že pač tudi ena, kako bi rekla, ta agenda, ki je od spodja, ne, pač, a ste voljni biti toliko drugačni, da dejansko začnete gledati
da se začnete, pač jaz rečem tukaj, igrajte se s tem in boste videli, kako bo to za vas kreirali. Ako ste voljni biti toliko drugačni. Ja. Ne, ker to dejansko moraš biti voljan, biti drugačen, da sploh se začneš s tem igrati, da sploh začneš gledati, kaj to za tebe lahko skreira oziroma za tvoje telo. Ja. Ne, če skušaš se prilegati v resničnosti drugih ljudi, če skušaš biti enak drugim, si boš tudi zaradi tega si boš kreiral to bolečino. Ne? Tukaj zdaj govorimo tudi o teh 5 elementih, torej predpostavljene resničnosti, pa imamo potrebo po reakcijski resničnosti, torej če nekoga boli, neki pa mora zraven tebe še boleti, ne tudi tisti, ki ste zdravilci, ali pa imate tako empatiji, ali pa ste zelo senzitivni, lahko njihove bolečine zaznavate, skušate vzeti bolečine iz njihovih teles, oziroma te intenzivne energije. Pol imamo to sluz reakcijskih odzivnostnih sistemov, UI aktualizatorje in še 5. element je pa ta potreba po reševanju človeštva. In koliko te bolečine, ki jo imate vi oziroma skušate na splošno v življenju, je ta 5. element, ta potreba po reševanju človeštva. Vse, kar je to zdaj za vas prinesli na plan, ne sploh doben tega nima. Right and wrong, good and bad. Right and wrong, good and bad. Ja, to je ogromno tega. Tudi recimo, če imate partnerje, pa če recimo partner ima neke stvari s telesom in skušate pol videti partnerju pomagati na ta način, da vi jemljete to njegovo bolečino, to je ta 5. element, ne. Ampak s tem dejansko mu vi ne pomagate, ker mora si on sam izbrati, da to nekako spremeni, opusti. In pol imate 2, ko jih boli nekaj. Ja, ker moraš skupaj z njim trpeti, ker kako je to zanimivo. Ja, ne moreš biti vesel, če tvojega partnerja boli nekaj, ne? Ker bo užaljen, ker bo užaljen, le kot sem ona fajn. Ja, tako da vse, kar je to zdaj za vas prinesli na plan. Nekako je tudi to, ja, da moraš pa, če on, ne vem, ful bogi, moraš biti pa ti cel bogi zraven. Bili pripravljeni vse to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti, ker gazilijon. Right or wrong, short boys, kaj pa če bi ravno to, da ne bi kupovali te recimo bolečine ali pa ne vem, da karkoli, da bi mi bili tam recimo s partnerjem, pa ne s komorkoli drugim v končni fazi, da bi bili v dopuščanju tega, da je to vse sam zanimiv pogled, kakšno zavedanje bi lahko imeli iz tega prostora, kaj se s to osebo dogaja in kako bo iz tega prostora bi lahko dejansko bili neka energija oziroma mu prispevali neko energijo, ne da jemljemo to v svoje telo, to, kar ima ta oseba, ampak da smo neka energija, da prispevamo tej osebi neko energijo oziroma njegovemu telesu, da se pol to lažje spremeni, če si seveda to ta oseba izbira. Ne moramo nikogar ne moramo prisiliti, da bi se kaj spremenil, tudi če je to naš partner, ker pač izbira si nekega razloga te stvari. To morate tudi vedeti. In kakšno povabilo bi bil? Kakšno povabilo bi bil s tem, da pa ti si ta dobra volja, ne da jo moraš skrivati, da se ti v resnici dobro počutiš. In tudi v končni fazi, da si voljan, v končni fazi dobi tudi to, kako bi rekla, če ta oseba, ne vem, da je neki, da on pa na tebe jezen ali pa jezna ali pa, tudi če si voljan to prejeti, kaj lahko to ustvari? Ja. Ali pa dobiš tisto, ti imaš pa visok, dobiš tisto, ti imaš pa visok prag bolečine, ti že, veš, in vedno hočejo tekmovati, kdo je bolj bogi. Kaj bi to ustvarjali, da si voljan to kritiko tudi prejeti, da si voljan te sodbe prejeti in da si še vedno ti, da si še vedno pač ta energija sebe, da si še vedno zanimiv pogled. Kaj bi to ustvarjali? A bi lahko tudi ta oseba ustrajala pri tej svoji bolečini? Ja, imaš več možnosti, lahko ga potegneš ven, mislim, se bo sam potegnil ven, ali boš pa ostal spet sam, ker rečejo take, morate vedeti tudi to, da dejansko, če mi kupimo pač to, da ima ta oseba karkoli že, mi mu pomagamo, ji pomagamo ustvarjati to resničnost, ji pomagamo še bolj utrditi to resničnost. Točno to. Ker jaz se včasih, ko mi kdo jamra, tako smejem, pa jih obrnem na hec in potem pozabijo.
To se je dogajalo in telovadnici in tako, danes pa ne moremo pa to, pa se malo narediš na umanka, da nisi slišal, pa kar začneš, pa na koncu pa reče, koliko si nas spet okoli prinesla. Ful smo delali, ful je bil težek trening, pa noben ni jamro več, ne? Ja. Se pravi, sam odvrniti moraš misli od tiste njihove fiksne ideje, da je danes težko, ali pa da je danes težek dan, ali pa groznje, ne vse. Ja, in mislim tudi ta, recimo, pač jaz prej smo govorili o teh trednevnih body classih, a ne samo veliko ljudi, ki pridejo pa govorijo, ne vem, jaz imam to, pa dogaja se mi to, in jaz sem zraven njih ta energija pač dopuščanja, v smislu pač vse je sam zanimiv pogled, pač ne kupujem več tega, ne, kar oni govorijo. In jaz v bistvu iz tega prostora jim sam lahko prispevam energijo in se jim že med samim pogovorom se jim stvari spremenijo. To pač ljudje, ki pridejo na te seminarje, so pač voljni spremeniti stvari, ne? Pač to je malo drugače, ne? Ampak to dejansko ste lahko vi v svojem življenju za svoje ljudi okrog sebe, ste lahko ta energija. Ne? Ampak pol pa seveda, če pa niso voljni to spremeniti, pol pa Pač tudi dopuščanju, da pač so. Sam zanimiv pogled, ne? Ker morate tudi videti, da ljudje si izbirajo bolezni, izbirajo si skreirati neki, ker je tukaj neka vrednost, je tukaj nekaj dragocenega. Tako da, in vse, kar vam ne dopušča, da ste in v dopuščanju pač drugih in sebe, tudi če imate vi kaj, a ne, bi bili pripravljeni se to zdaj razgraditi in uničiti, Godzillion. Right and wrong, good and bad, pod and pok, all nine shorts, boys, poets and beyonds. In pravi, Kati, izgled teles, poleti moraš biti fit za kopalke, diete, telovadba, treningi, mora biti čvrst telešček, paziti na lino, sploh, ko si starejši, teže izgubljaš kile. Ne, sami fiksni pogledi. Ja, in pogled, mislim, koliko je to, koliko ene bolečine je tukaj noter. Mislim, vse, kar je to. Bi bila pripravljena se to zdaj razgraditi in uničiti, Godzillion. Right and wrong, vidite me, pa kvalen short boys, pa beyonds in komu vse to pripada. In kaj, če vi... Kate je to zdaj spravljala, to vse njej pripada. Ja. To je pač ena taka, kako bi rekla, zimzelena tema vsakega poletja. Ja, in večno je tudi ta tema, ne, da kolikrat sem jaz poslušala, ko sem še imela pred mnogimi leti kozmetični salon, ne, pa so punce prišle hujšati, ne, pa zgubljati celulit, ne, in pol so mi v pogovoru, ki ti zaupajo veliko stvari, rekle, joj, koliko bi bila jaz rada taka, kot ti. Čakaj, sem pa moraš 15 kil gor dobiti. Ne, ti imaš idealno telo, ona je pa predebela, pa jo je pol manj kot tebe, ne. Ta pogled, ko sebe ne vidiš nikakor pozitivno, neko drugo telo ti je pa lepo, pa ima 20 kil več kot ti. Ja, ampak to je tudi ena, v bistvu gre za eno tako, da pač ljudje vidijo sebe, v bistvu izkrivljeno podobo sebe vidijo, ne vidijo dejansko se pač kot to, kar so, ampak nekaj pač tako izkrivljeno, ne, tako da to je tudi ena stvar, ki se lahko da s procesiranjem odpraviti ali pa s kakimi telesnimi procesi. Tako da, ja. Ja, ampak kakorkoli se pogovarjamo, pridemo na koncu do tega, da če ste že zajadrali v tale Access, ne, ki ima čudovita orodja, ne, če jih boste uporabljali, se lahko kaj spremeni, ne. Če pa izbiraš imeti to dramo, travmo, če pač to resničnost, ne, te bojo pa ta orodja večinoma samo malo razjezila, ne, malo te špiknejo, pa se jih pa izogneš. Tudi to opazim, ja, da včasih se ljudje kar razjezijo, ne, tako jaz rečem, se ti dobedni ti noče vzeti bolečine. Ti krmej, ne. Jo, krmej, a ti še malo svoje. Tako da, ja. Čakaj, kaj, pa tudi še eno stvar. Torej, koliko ste tudi naredili tako, dejansko, koliko vas ta tudi bolečina, ki jo izbirate, koliko vas dela pravilne? Koliko s tem tudi skušate dokazati, da ste pravilni? In koliko ta užitek, ki se mu ga izogibate, bi vas delo napačne? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to zdaj prosim razgraditi in uničiti. Right and wrong, good and bad, pod and pok, all nine shorts, boys, poets and beyonds. Ja, to je tudi bolečina pravilna, užitek napačen. Ja, ker te more, ne, ker se te že grozijo, eni že pri 30, boš videla, ko boš 30, boš videla, ko boš 40, boš videla, ko boš 50, pol se pa začne. No, zdaj mi že grozijo, ko bom 60.
Ne morejo. Ja, ker se noče začeti, pa je pa z mano nekaj narobe, so rekli. Ja, ne, pač z njihovega vidika, ne. Ja, in kakšna potreba narediti nekoga narobe, ker ni takšen kot on. Torej, to pa ljudje delajo zato, da upravičijo svoje izbire, okej? Torej, tebe sodijo zato, da oni upravičijo to, kar oni izbirajo. Okej, pač njihova izbira je pravilna, to, kar si ti pač napačno. In ste tudi voljni biti napačni v svojem užitku. Ja. To, zdaj pa ne, ja. Torej, uživate in vas ljudje delajo napačne in ste zaradi tega napačni, ker naprej uživate. Ja, valjda. Ja. Vse, kar je to zdaj prineslo na plan za vas, bi vi pripravljeni vse to zdaj prosim razgraditi in uničiti? Da, draga. Right and wrong, good and bad, potem pokolna, shorts, boys, poets and beyonds. Ja, postaneš moteči vsadek te realnosti, ne? Ker ne dopuščaš njihovih agent, ker jim rušiš njihovo resničnost. Recimo ti kažeš, a ne drugim, kaj je mogoče. Ja. In oni tebe gledajo in oni izbirajo nekaj drugega. In ker oni tega ne bojo izbrali, morajo tebe narediti za napačno. Ja, to je ta reason of justification, ko rabimo svoje opravičilo za karkoli smo izbrali pravzaprav. Ja, in pač pa drugega naredimo, ki nam pa kaže neke drugačne možnosti, da pa naredimo napače, zato da opravičimo sebe, svoje izbire. Ja. Vse to je že pri takih banalnih stvareh, če nekomu gre v šoli, drugmu ne, pa jaz zunim nekaj narobe. On je iz take družine, ki so vsi profesori, se pravi, on zna. Jaz pa ne morem, ker nisem vse. Ja, tako da. In je isto s telesi, ne. Tebi so že v posteljico dali dobro telo. Ti imaš boljše gene, ne, so rekli včasih. Ja, ful dobro. Ja, jaz pa mogoče vam dam tudi eno vprašanje, kaj če imate z leti vedno boljše telo? Pa boljše gene. Kaj z leti vedno bolj uživate v svojem telesu? Mislim, jaz osebno to izkušam. Okay? Recimo, zdaj se počutim 100-krat boljš kot pred 20 leti. Ja. Res. Ja, in jaz vedno več tudi, predvsem žensk moram reči, no, pa tudi moških, poznam, ki izgledajo tudi vedno boljš. Ja. Ker so enostavno izbrali nekaj drugega in je bilo zelo preprosto, pa včasih še sami rečejo, jaz se ne vem, kako se je to zgodilo. Niti niso šli čisto razumsko v to, ampak so pač nekaj izbirali, nezavedno. Ti pa lahko s postavljanjem vprašanj v bistvu tudi ozavestiš, kaj se da, izbereš več. Ja, pa s temi telesnimi procesi, o katerih govorimo, oziroma ki jih imamo v Accessu, vsi ti telesni procesi so dejansko zdizajnirani tako, da ali odklenejo neke stvari iz vaših teles, ali pa začnejo, inicirajo nekaj, ali aktualizirajo nekaj potencirajo, neke energije, ki jih imajo vaša telesa na voljo. In recimo zdaj na prednem seminarju o telesih smo, mislim, s mojim partnerjem sem delala ta proces za 3000-letno telo. Ja. A ste se kdaj vprašali sploh, koliko je vaše telo zmožno živeti? A mislite, da je 76, 78 let vse, kar vam je na voljo, oziroma vašemu telesu? Ja. Tako da in ti telesni procesi so res tako wow, in zato se pa vedno boljš počutimo v svojih telesih, zato ker postaja dejansko telesa tisto, kar resnično lahko so. Tako da vse, kar je to zdaj prineslo na plan za vse vas, bi bili pripravljeni vse to zdaj razgraditi in uničiti. Right and wrong, good and bad, potem pok, all nine shorts, boys, poets and beyonds. Ja, in to imajo pol takoj dobiš, ne, servirano. Saj veš kaj? Ne vem. Ne veš. No, za mi pa je z glave ušlo. Mislim, to se ne še... Zdaj sem se spomnila, da bom, če hočem zdrava, pa lepo truplo biti. Ja. Pa zdrava umret, pa jaz sem tako, seveda. Ne, bi rajš me hoditi... Zakaj pa ne bi uživala do konca? Ja. Zakaj pa ne bi uživala do konca in bi rekla, ok, zdaj imam pa dost, pa potem pa povoli zapusti svoje telo? Ja. In jaz sem rekel, kaj, si ful želite me v bolnico hoditi, obiskati, ni boljš, da se takole družimo. No ja, a veš, nič posebnega navdušenja ni bilo nad tem. Ja, mislim, zato, ker ljudje pač to je pač ful verjamejo v to resničnost in to, kar jim že skozi govorijo od malih nog, torej pač ne, se boš videla, kako toliko stara, ali pa ja,
v bistvu nas že skozi programirajo, ko smo že koliko si pa star, skozi ti govorijo, da si stara, ne. In, tako da pač enostavno bodi v dopuščanju tega, ne, da pač ljudje so okrog tebe so pač takšni, kakršni so, ampak ti za sebe izberi nekaj drugega. In tudi meni je tako ful zanimivo na teh 3-dnevnih body klasih, ki jih jaz facilitiram. Tokrat sem dobila že to, ko so ljudje rekli, nisem vedela, da lahko imaš toliko lahkotno telo. In to ne boste vedeli, dokler ne boste tega izkusili. Ker to vam mislim, dejansko na planetu, jaz lahko rečem, da na planetu ni nečesa takega, kar vam omogoči to. In vi mislite pač zdaj, da ste to pač to vaše telo, ne vem, nekaj energije, kar jih zaznavate v svojem telesu, mislite, da ste to vse vi, oziroma da je to vse vaše. In ti 3-dnevni body klasi, pa tudi sami ti telesni procesi dejansko začnejo to odstranjevati, oziroma začnejo kreirati več prostora, več relaksacije v telesu, več, če je telo rigidno, togo, začnejo to, kako bi rekla, mehčati telo, da se lahko te stvari spremenijo. In in potem vidiš, to v bistvu je na voljo čist nekaj, ne? In pa ljudje vidijo, vidijo neka drugačna možnost in potem začnejo tudi spraševati po nečem drugačnem s svojim telesom, kako lahko še boljše kot to, pa kaj vse še mogoče. Tako da... Samo koliko je to vse odvisno v resnici, ne? Če ti res si voljan postaviti vprašanje in biti v dopuščanju, ne? Ker koliko je že dokazal, od že samih jogijev, kaj so vse počeli, ne? Kaj so naša telesa zmožna, raziskav sodobne znanosti celo dokazuje nekaj, kar smo, ne vem, koliko si imela ti izkušnjo, 20-30 let nazaj smo se potihem pogovarjali o energiji, ne? Ker smo bili čudaki. Zdaj, znanstveniki dobivajo Nobelove nagrade, ki odkrijejo, da je naša energija, naša misel bolj pomembna, kakor tista genska zasnova. Ampak še vedno, pri vsem tej znanosti in vedenju, so eni ljudje prepričani, da to je tam za une neki, oni so drugačni. No točno, to sem jaz dobila tudi neko zavedanje v smislu, pa to je samo za določene mogoče, to pač za mene ni mogoče. Tako kot unka lahko od prane živi, veš, un je čuden, ne? Jaz pa ne bi mogel brez hrane, ne? Pa se pa kaj tazga zgodi, mi smo imeli zdaj par takih primerov, ko so pač ljudje dejansko telesa izbirala umirati, ampak so bila mesece brez hrane, pa so še kar bila živa. Pa so živeli. Seveda. Pa je bilo tako, a veš, moj oče že mesec ali 2 ni nič jedel. Tako, a ni to zdaj že tako, mogoče malo tako, mislim, pa se da, seveda se da. Pa malo vode kdaj spije, ne, in kaj pa je v zraku. Sej to ne pomeni, da morate zdaj vsi nehati jesti, ne, ker imamo to telo tudi zato, da orgazmično uživamo v hrani, ne. Ampak vse je samo izbira in ena in druga skrajnost, ne. Ali pa nekaj vmes. Pač tu je ful teh pogledov, ki jih imamo, tudi pa voljnost pač ali pogledati, če je kakšna druga možnost sploh na voljo vprašati po drugačni možnosti. Eni niso voljni sploh pač vprašati po drugačni možnosti, se pač to je tak in ne boš me premaknil in pač okej. Ali pa je zdravnik tako rekel, ne. Torej, jutri vi se poslovite, ker jutri ga bomo odklopili, ker je konc, ne. Pa se pa uno bitje po noč spomne, da pa ni konc, pa ga zjutraj odklopijo, sam gre domov. In pa je tako, kaj pa zdaj, ne. Potem pa celo zdravniki rečejo, včasih se pa zgodi čudež. In rečejo, če človek izbere, bo ostal. To je tudi njim zdaj že jasno, ne. Tako da mislim, to je to pač, mislim, meni se zdi pač žalostno, da mora pač znanost potrjevati tisto, kar so ljudje že vedeli pač stoletja, tisočletja, ampak po drugi strani sem pa vesela, zato ker bo na ta način še več ljudi pač prišli do tega spoznanja, ne, pač eni pač rabijo to, da jim pač znanost potrdi. Vsak po svoji poti, ne, sej končni fazi je čisto vseeno, Eni rabijo potrditev, ne, itak smo pozabili, da ta znanost se pa razvila iz tega, kar smo mi vedeli kot bitja, kot telesa že od nekdaj, ne. Danes pa hočejo nekaj po svoje, ne, pa zanikati, kada ni tisto prej obstajalo, ne. In kada samo oni vejo, ne. Ampak, kot Geri vedno pravi, ne, smo zavezani zdravnikom, pravnikom, unim, tretjim nekim,
inštitucijam, ki smo jim dali neko moč, ne, da odločajo o nas. Ne. In kaj bi bilo potrebno, da mi spet zberemo sebe. Da mi odločamo vse. Tako. Mi smo, mislim tako, pač vi ste največji eksperti za svoje telo, tako da to je mogoče ena stvar tudi, ne, da pač karkoli vam kdorkoli govori, da ne kupujete tega kot suho zlato, ampak dejansko vi pogledate, okay, kaj je res za vas, pa vaše telo, ker spet, torej, ena stvar je tudi to, ne, da pač večina se gleda na telesa, kot da so telesa pač enaka eno drugemu, ampak dejansko ni res. Ne? Telesa so različna in lahko za eno telo nekaj deluje, za drugo telo ne deluje to. In zato, če ste vi v vprašanju in pač gledate, če to tudi vaša resnica, kar govorijo vam, to vam pa omogoči, da dejansko s svojim telesom pač nekaj drugačnega ustvarjate. Ne, ker če tudi kupujete poglede drugih ljudi, lahko zaradi tega vas boli, pa trpite, ne? Ker nekaj pač delate, kar ne deluje tudi za vaše telo. Tako da, torej mogoče ena stvar, no, ko je velikokrat tudi tako pač omenjamo, recimo, če nekaj jeste ali pa pijete, kar vašemu telesu ni všeč, boste imeli pač vetrove, pol spahovanje, če pa jeste, torej, če res sprašujete svoje telo in pač kaj želiš jesti, kaj želiš piti, koliko, kdaj in tako naprej, to izgine, tega ni več. Ja. Tako da pač, koliko te tudi narekovajih neke bolečine izvira iz te nepovezanosti z vašim telesom. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to zdaj prosim razgraditi in uničiti gaziljon. Pa ne samo, torej nepovezanosti z vašim telesom in nepovezanosti tudi z zemljo, torej s telesom zemlje, z bitjem zemlje, bi bili pripravljeni vse to zdaj prosim razgraditi, torej, vse, kar je to, vse, kar vam ne dopušča, da se povežete s svojim lastnim telesom, s telesom zemlje, bi bili pripravljeni vse to zdaj prosim razgraditi in uničiti gaziljon. Atom wrong with the bad put på Colin Schwartz Boys Povec and Beyond. In to preden nas Nadja vse poje. Ja. Tako zeha. Ja. To, ja. Ja, in povabilo v to drugačnost. To. Ja. Neskončno. Tridnevni seminarji o telesih so definitivno povabilo nekaj drugačnega. To je več ali manj vse modalitete so tako, pač deluje nekje tako na mentalni ravni, v smislu bolj samo tako, kaj razmišljaš, bla, bla, bla. Access, no, mislim, zdaj pač mogoče so že kakšne druge modalitete tudi, ampak jaz ne poznam jih, no, pa je tudi ena edina, no, modaliteta, ki vključuje telo. Ki vam telo pokaže kot vir možnosti, kot neko darilo. Ne kot vir trpljenja in bolečine in nekaj, kar je treba obsojati. Tako da res, če še niste bili na 3-dnevnem seminarju o telesih, ali pa v končni fazi, tudi če ste bili, to je vsake toliko časa treba iti, ker je itak vsake drugačno, teh 3-dnevnih seminarjev o telesih, procesi se tudi spreminjajo. Potem so različni facilitatorji, vsak od facilitatorjev ima drugačno energijo. In to je tako res negovalno, ti 3 dnevi. Lahko je tudi zelo intenzivno, lahko so tudi kakšne stvari pridejo na površje, ki smo jih imeli v telesu zaklenjene in pol, pač predelavate tam, ampak načeloma tudi tako 3 dni delate te telesne procese, dobite partnerja, s katerim 3 dni skupaj delate, izmenjujete telesne procese in poleg tega pa tudi prejemate tam vse procese, ki jih drugi delajo. Ne samo pač, ne, to ni samo tisto, kar vidva delate, ampak dejansko prejemate tudi vse tisto, kar drugi. No, pa to, kar si omenila, da tudi če se tam začne kaj dogajati, je vsem tam smo vsi skupaj in je facilitator, greš lažje čez to. Ja, in se tam pač, če ste voljni to izpostaviti, se to naslovi in lahko hitro to preko tega, res se lahko hitro to spremeni. Vam spet ni treba trpeti, pa se sami s tem ukvarjati. Tako da, zdaj naslednji body class, ki ga ima 3-dnevni body class, je od 15. do 17. julija v Hiši neskončnih možnosti na Lavrici. Tako da se pravi sobota, nedelja in ponedeljek je to, ne? Tako, ja. Tako da ste lepo vsi vabljeni, torej pač pogoj za udeležbo na 3-dnevnem body classu je temelji upravljeni v roku 1 leta pred začetkom
seminarjev o telesih oziroma kakšen od naprednih seminarjev z Garyjem Benom in Simon v roku 1 leta pred začetkom tega 3-dnevnega seminarja o telesih. Tako da, če imate pogoje, pridite. Drugače pa jaz sem še dala še ene temelje pred ta 3-dnevni body class, mislim, da od 6. do 9. julija. Tako da, če nimate, lahko pa se tam vidimo, pa nadaljujemo žur naprej. Ja. Lahko kar šotor prinesejo, pa bivakirajo. Seveda, tam je ful lepo, tako da, ja, komod. Zdaj, Barbie, hvala. Ja, ne vem, no, mislim, če še kakšno vprašanje, mogoče, jaz mislim, da smo tako Ravno to sem hotela reči, če ima še kdo za vprašati, kaj. Ker drugače bo Barbara rekla, da jo vabim na zastonjska predavanja, pa uro in več mora govoriti, pa delati, pa nič ne plačamo. Ne. Malo se hecam. Ja. Nič, Nadja, nič je rekla, nič. Milena je skrita, Vesna je skrita, ker je gola, smo rekli. Ja, mislim, to je, če tako nekako zaokrožimo, Ful ste bile super, res fajn. Hvala, Nadja. Hitro, slučajno sem odprla Facebook, pa sem vas najdla, no. Res. Smo te potegnali, no, Tarana, Nadja. Zdaj na koncu bo vse pokazala, še Milena se je No, super, ja. Da vidimo vaša lepa teleščka. Ja. No, to sem bi pa za konc, ne. Ko enkrat tole uporabljaš, ne, so vsa telesa lepa. Ja, mislim, pač... Jih vidiš taka, jih zaznavaš taka in potem se čudiš, kako drugi tega ne vidijo. Ja, pa mogoče tudi to ena stvar, pač se večinoma sta bili tudi na temeljih, pač tudi humanoidi niti ne znajo neki soditi, ne. Tako da humanoidi bolj zaznavajo sodbe, kako drugi sodijo svoje telesa, pa mislijo, da so to njihove sodbe. V resnici humanoidi, mislim, torej ta resničnost obsojanja ni humanoidna resničnost, torej humanoidi jih ne znajo neki obsojati, tako da. In pa je pač tudi eni imajo radi telesa, eni nimajo radi teles, tako da to je spet, odvisen. Meni je tako, meni so vsa telesa kul. Nijo nekih pogledov, no. Rada delam s telesi, zato ker so res lahko, mislim, vir možnosti. Ne vir nekega, kako bi rekla, niso sovražnik, tudi telesa nam želijo biti prijatelji, če bi mi dopustili to. Niso ovira na poti, ampak so priložnost za vse. Ja, točno to, lahko bi nam ful prispevali na tej poti, da bi bilo vse skupaj bolj, kako bi rekla, bolj užitka vredno, lahkotnejše, bolj zadovoljujoče, tako da. Bolj ekspanzivno, če smo jih že izbrali, ne. Lažje, izbrali smo jih pa z nekim razlogom, tako da. Tudi zato, ker si ti rekla, da imaš lahko lepe obleke, da lahko greš, da se. Ker se on ima rad fajn, ne. Tako. Ja, in to se dogaja velikokrat po seminarjih, da vidiš pol, da so ta telesa. Kaj še? Ja, pa tudi nisi tako drugače tudi dojemaš svoje telo, v bistvu pač tudi vidiš, kako uživa, recimo, če se lepo oblečeš, pa tako pač, tako da, In recimo, tovrstni pogovori potem potekajo tudi pač seveda na 3-dnevnem body classu, pač odvisno tudi od pride, od vprašanj, vedno kreirajo, pač, imamo formate 3 dni, se delajo telesni procesi, določene stvari, ki jih morajo facilitatorji nasloviti, ampak drugače pa to seminar ustvarjajo udeleženci oziroma vaša teleščka, tisti, ki pridete. In je vedno doprinos, če nekdo nekaj vpraša, ker ponavadi se še ono drugo telo zraven. Si to točno to, In velikokrat, mislim, skoraj 100%, ne vem, zelo lahko povem iz teh izkušenj, je tako, da delaš tudi z nekom, ki ima neke ful podobne stvari, ali v svojem vesolju, ali v svojem telesu in tako, pa ko se začnete pogovarjati, saj smo tudi to, ne. Barbie, to je tista, ne, čisto slučajno sva lih midva skupaj. Čisto slučajno sem tebe zbrala. Čisto slučajno, ni slučaja, Tako.
Ja. Ja, in koliko lahkotnosti in radosti lahko vnesete v svoje življenje, če začnete svoje telo poslušati in se pogovarjati z njim in ste To, prisotni. ja, in mogoče, pač, da ne kupujete več tega bolečine, no, tako kot resnične, da začnete se res temi vprašanji, ko smo jih danes predstavili, da se začnete s temi igrati in pogledate, kaj za to za vas ustvari. Mislim, mogoče še pač bolečina za vas vedno neka vrednost, a ne, in pač ne, nihče vam ne želi tega odzeti, ampak samo, da se začnete igrati, začnete raziskovati, okej, kaj pa vse je še mogoče onkraj teh definicij, onkraj tega, kar smo naredili resnično glede bolečine. To. Ja. In najlepša vam hvala, vsem vam. Hvala tebi, da si Vidimo. se nam pridružila. Ja, hvala za povabilo. Ja. Ajde, čau, lahko Hvala. noč. Hvala, čau, lahko noč. Čau. Takole.